veste, vsak konec je nov začetek, tako da hvala lepa, Barbara, za te številke. Si rečeš, no, nekaj pa je. In zelo sem vesela, no, dr. Ivan Šprajc, da ste takoj rekli ja. Ivan je rekel samo, če se moramo kaj pripravljati, pa potem drugič, ker grem zdaj, jutri grem v Mehiko in se vrnem 13. To je bilo včeraj. Tako da, veste, včasih se stvari tako lepo uredijo, ne, ker če bi se vrnili danes, se skoraj ne bi upala povabiti, ker bi rekla, verjetno še in časovni zamik in vse skupaj. No, seveda, Ivan, vaša pot v Mehiko zdaleč, ne vem, jih še štejete? Ne več, rečeš. Ne več, ne? Ne več. Ta je bila posebne vrste, samo dober teden, kar seveda je absolutno premalo za kakršnokoli ekspedicijo, rentabilno. In zakaj ste bili v Mehiki tokrat? Tokrat so me povabili samo na konferenco. To se pravi, sem imel svoj prispevek, bilo je več kolegov z več različnih, ne samo iz Mehiki, da več tudi marsikaj drugi. To je bila okrogla miza o Palenke. To je okrogla miza v Palenke. Palenke je sicer eno od najbolj znanih majevskih gledališč, najlepših tudi v Mehiki. Sicer tematika je bila pa seveda predvsem urbanizem majev, mesta, konceptualne zasnove in gospodarske osnove same majevske družbe. No, z raziskovanjem prav, s tem iskanjem izgubljenih mest, tudi knjiga je še na to temo, se ukvarjate zdaj že po skoraj četrt stoletja, ne? Ampak da je na nek način tudi javnost se zdrznila ob vaših odkritjih, se bo zgodilo najprej leta 2004, zdaj pa 2013 in 2014, ko ste odkrili ta 3 izgubljena mesta. Majevska bo potem konkretno šla tja, ampak mogoče bi predvsem pred začetkom, to se pravi pred prvo potjo v Mehiko, pred arheologijo, pred knjigami, pred to zaljubljenostjo verjetno v vaše delo in v te mesece v džungli, je bil najprej en deček, si predstavljam, ki je bil zelo radoveden. In je živel v Mariboru. V Mariboru je živel, koliko je bil pa razgledan se pa... Radoveden. Radoveden je tudi bil, ja. To se še spomnim. Ja, no, ampak to se je začelo pol nekje v gimnaziji, pravzaprav. Takrat sem bil že v Ljubljani, ko sem se začel malo bolj zanimati za... Kaj pa je bilo tisto, kar vas je arheologija? Nekaj razmišljali ste tudi o agronomiji in o astronomiji, ne? Kaj je bil ta A? Ne vem, pravzaprav zadnja odločitev je bila zelo nekako ne z veliko gotovostjo, da je to tisto, kar me najbolj zanima. Astronomija je zanimala me, agronomija tudi. Konec koncev sem se vendarle odločil za arheologijo. Začela se je pa stvar, ne vem, verjetno še, ko smo gledali filme o Indijancih, Vinetuja in podobno. In potem sem najprej bral marsikaj o Severni Ameriki, tudi resne zadeve, ne samo razne Indijanovice. In potem sem enkrat se vprašal, da pa se Amerika je velika, kaj pa tam malo južneje. Potem sem začel brati še o Aztekih in o Majih in o Inkih. Nekako se mi je zdelo, da je pa to posebej zanimivo. Zato sem potem po študiju arheologije pri nas, sem diplomiral v Ljubljani, sem potem zaprosil za štipendijo. Takrat je bila to seveda še Jugoslavija, obstajala je ustanova, ki se je reklo Zamtes, ki je skrbela za... Jugoslavija je bila seveda veliko sporazumov z mnogimi državami po svetu za izmenjavo študentov in tako sem prispel v Mehiko. Takrat pravzaprav po diplomi nisem vedel točno, zakaj to bo, zato ker je bila štipendija mišljena samo za 1 leto. Sem pa šele tam spoznal pač nekaj ljudi, ki so se ukvarjali z zanimivimi stvarmi. Izvedel sem, da celo lahko upišem magisterij, ker so mi rekli na sekretarijatu za zunanje zadeve v Mehiškem, so rekli, ja, če pa, ker jaz sem dobil štipendijo od mehiške vlade, Mehičani so mi bili podaljšani. So rekli, če pa upišeš magisterij, ti pa podaljšamo štipendijo, to je problem.
pa sem pisal magisterij 104 leta in ta štipendija je bila sicer precej mizerna, ampak zraven sem še kaj počel, učil angleščino, španščino in podobno. In sem nekako dobro pričel. Ampak zanimivo je to, da očitno ste kar vedeli, kaj točno bi radi, ker vi ste šli v Mehiko že s tem, da ste kar znali nekaj španščino, ne? Ste že tu se učili španščino. Kaj, je bila to ena taka želja, bila Mehika, ne vem, tam tista odločitev na koncu poti, v smislu, vem, kaj hočem, ne? Ja, približno. Nekaj v Latinski Ameriki sem hotel, ja. Ampak mislim, da z drugimi državami ni bilo te izmenjave. Španščino sem se seveda tudi s tem namenom še prej učil, kar me je to zanimalo. Moram pa reči, da ko sem prišel v Mehiko, sem si domislil, da znam špansko. No, se to zato vas sprašujem. In seveda sem lahko sledil celo predavanjem in to. Ampak potem, ko smo se pa s kolegi, študenti dobivali, nobenega štosa nisem razumel. Kar je bistveno včasih. Kar je seveda bistveno za druženje in podobno. No, in potem, tako da najprej sem bil kar malo zafrustriran, potem čez pol leta, ko sem začel. Mehičani imajo pa seveda ogromno tudi besednih iger, dvojnega pomena in tega. Tako da je treba nekaj truda, pa prave ljudi okrog sebe, seveda, ki uporabljajo ta jezik. No, čez kakšne dvojite sem potem, pa si že rekel, dobro, zdaj se pa lahko tudi že na feštah zabavam. A kdaj bi pa potem ta trenutek, ko ste pa prvič prav začeli razmišljati o iskanju izgubljenih mest? Se pravi, o tem iskanju nepoznanega znanega, ne? Vedeli ste, da so, ne? Kot znanstvenik, kot strokovnjak, ampak je bil vpliv koga od raziskovalcev, ali ker včasih se zdi, da so najboljše odločitve v življenju posledice nekega naključja. Zato vas sprašujem, je bilo, ne vem, je kdo rekel, greš z mano? Tudi v tem primeru je bilo naključje. Zdaj, najprej seveda treba reči, arheologija je itak iskanje, tako kot je katerakoli znanost, je pač iskanje. Zdaj iščemo izgubljeno mesto ali iščemo podatke o nekdanjem življenju, vedno nekaj iščemo. In kar naprej iščemo, bolj kaj najdemo, bolj še bolj iščemo. Več vidimo, kaj nam še manjka. Zdaj, da sem se prav za iskanje teh izgubljenih oziroma sploh neznanih najdišč, za preiskovanje tega neznanega območja odločil, to je pa pripomoglo naključje. Bil sem takrat že v službi na Mehiškem inštitutu, ja. Ker zdaj po tem magisteriju sem se vrnil leta 1989 in potem bil kratek čas doma, dobil še takrat še en projekt financiran od naše vlade, šel za nekaj mesecev v Mehiko in takrat se je začela ta osamosvojitvena vojna, razpad in seveda nisem imel nobene pametne službe, zato sem ostal in tam dobil službo na Mehiškem nacionalnem inštitutu za antropologijo in zgodovino. In znotraj tega inštituta je pa prelesnilo na oddelku za delimitacijo arheoloških najdišč in register premične dediščine. In začelo se je pa pravzaprav čisto s politično spremembo, namreč spremembo nekega člena Mehiškega ustave, ki je to takrat prepovedoval odsvojitev oziroma prodajo zadružnih zemljišč, ki so bila seveda dediščina Mehiške revolucije iz leta 1910. No, s to spremembo ustavnega člena se je to dovolilo, ta prodaja, privatizacija teh zemljišč, kar je pa seveda pomenilo, da bodo nekatera zemljišča, ko bodo v privatnih rokah, težje dostopna, oziroma malo težje bo raziskave teh ozemelj. Zato je potem sam inštitut, ki je bil vpleten v to, tako kot mnoge te vladne institucije, je poseben program sprovedel za iskanje, za rekognosciranje in posebej so predlagali nekatere območja, za katere se seveda vedelo, inštituti vedelo, da so izredno malo ali pa sploh arheološko nepoznano. In eno od teh območij je bil skrajni jugovzhod Mehiške zvezne države, Campeche, to je zdaj osrednji del polotoka Yucatan. In ker tam je sicer zelo redko poseljeno, ampak je redko poseljeno, torej ti ejidos ali zadružna zemljišča so tam bila. Arheološki podatek je bilo pa tako rekoč nič.
Ne? In ko sem jaz to slišal za to inicijativo, sem rekel na enem sestanku, ko je naša šefica, direktorica našega oddelka to nas obvestila o tej inicijativi, sem rekel, da če pa je denar, potem bi se pa jaz javil za ta konec. Ne? Zdaj tisto me je pa zanimalo, ja, to pa je bilo neke te romantike, Indiana Jones, pa džungla, pa to je bila pa džungla, ne sem rekel, zdaj pa ne bi šli v džunglo. In je potem so rekli z uprave, ja, vsak, ki želi, pač mora napisati projektni predlog, in če bo, mislim, ne dobi zdaj, kar vsak, ki bi dvignil roko, ne? Predlog projekta, kaj hočeš, kako boš delal, metodologijo, vse to. To sem naredil in predlog je bil sprejet. In tako se je začelo leta 1996. Tako da je bilo delovno naključje, oziroma politika. Ja, no, pa tudi to, ne, da je v Jugoslaviji, to se pravi v matični deželi so se začele take spremembe, da ste pravzaprav šli tja, ne, že tu je bila. Da nisem se vrnil, ja, ampak tudi nisem imel takrat nobene take službe, da bi... Svojo ženo ste že poznali takrat? Ne še. Ne še, to je prišlo kasneje. To je bilo malo potem, ja, ko sem se zaposlil. Verjetno tudi to pomaga, ne, potem, ko spoznaš družico, da lažje potem razumeš njihove hece in njihove šale, skratka. Ja, gotovo. A ste bili takrat že tako zverzirani, da se je ona že lahko smejala vašim šalam? Zdaj, malo med klic, malo se hece. Najprej se je smejala zato, ker niso bile smešne. Pol je bilo pa že bolj izvedno, ja. Ko greste, zdaj pa če greva čisto konkretno recimo na eno tako ekspedicijo, kot je bila leta 2014, ki se je končala zelo dobro, ne, z odkritjem 3 majevskih mest, oziroma enim ponovnim odkritjem in enim odkritjem, ne, na nek način. Ja, enim. Tako. Si predstavljam, da priprave pa niso nekaj, kar prepuščate na ključu, ne, na tako ekspedicijo. Na začetku ste delali fotografske letalske posnetke, ampak zdaj se pa že vmešava tudi laserska tehnologija. Kaj zdaj to pomeni? Ne, ker vi najprej pravzaprav preverite teren z zraka in kako to poteka, da potem na nek način to, bom rekla, prevedete v koordinate, da veste, kam pravzaprav, ker džungla, ne, 2 metra lahko pomeni napačen ovinek, pa greš brez veze nekaj kilometrov se makrat, ne. Naključje je itak veliko, ne, še takih, ki jih sploh ne bi bili veseli, ampak skušamo pač planirati vse, kar se da. Zdaj, mi, ko smo začeli tam, ravno zaradi teh zadružnih zemljišč, je bilo seveda poseljeno, smo delali z lokalnimi informatorji, torej ljudje so seveda poznali svoje zemljišča in so nas peljali tja, kjer so poznali, ker so vedeli, da so ruševine. Potem je pa seveda ta inicijativa že se iztekla, ampak mene je postala še vedno zanimala. Smo se začeli potem premikati proti zahodu, kjer je pa ta zaščiten, neposeljen naravni park, Karakulska biosfera. No, tu smo pa seveda morali začeti uporabljati daljinsko zaznavanje. Zato, ker ljudje, ki so pa nekoč, biosfera je bila razglašena leta 1989, a se sliši to? Leta 1989 in od takrat je vsako poseljevanje in izkoriščanje naravnih virov tam prepovedano. In seveda ljudje, ki so nekoč hodili tja izkoriščati drvariti, les izkoriščati ali pa to smolo za izdelavo žvečilnega gumija. Kako je že pravi? Čikle? Čikle, ja. Ti so bili bodeči že pokojni ali pa že toliko stari, da v glavnem niso mogli hoditi. Par ljudi smo še nasli, da so bili pripravljeni še iti z nami, da smo pokazali nekaj na dišču v biosferi. Potem pa seveda ni bilo več nobenih podatkov, razen daljinskega zaznavanja. Zdaj vedeli smo, da je uprava biosfere že v 90-ih letih dala posnet letalske fotografije. To so bile seveda letalske fotografije posnete za same namene upravljanja z biosfero, s tem naravnim parkom. In seveda zelo dobro posnete, merilo 1:20.000, in sicer tako, da se deloma fotografije prekrivajo, kar pomeni, da lahko s stereoskopom vidimo tridimenzionalno sliko, tako da smo seveda videli vse večje ruševine
smo lahko videli na teh fotografijah, čeprav so vse preraščene, ne, tam džungle je povsod, ampak seveda štrlijo. In ta efekt tridimenzionalni je celo pretiran, ne, tako da vidimo majhne kučke kot zelo visoke hribe. In te slike so vse geografsko referencirane, zapravi imajo koordinate, lahko določimo imajo koordinato centralne točke in seveda lahko izmerimo, oziroma izračunamo koordinato vsake točke, ki se nam zdi zanimiva in potem gremo pa z GPS na teren. Takrat se v resnici šele začne, ne? Takrat se pa začne pa terensko delo. Zdaj to lidarsko smo imeli pa letos prvič. To je pa ta laserska... To je pa ta laserska, se lahko pokažem. Ja, prosim. To je pa zdaj, bom najprej pokazal tole. To je zdaj, no, ni prav čisto nova tehnologija, ampak se že nekaj let uporablja. Gre za to, da se poseben aparat montira na neki letalnik, letalo, lažje ali helikopter, zdaj se že droni uporabljajo. In ta aparat izstreljuje milijone pulzov laserskih, ki se seveda potem odbijajo od površja. Največ teh se odbije od vegetacije, od rastlinstva, nekateri pa prodrejo do tal in se potem vrnejo do aparata, ki pa meri razdalje in seveda ima kompozicijo za vse z lastnega letala in seveda aparata, tako da ima za vsak odboj, skratka dobimo en oblak točk. Ne? Aparat izmeri razdaljo, kjer do tiste točke, kot se je odbil in je tam ena točka, potem je druga točka, to imamo milijone točk, ne? Večino teh točk predstavlja vegetacija, se pa potem s primernimi algoritmi, s filtriranimi teh podatkov, vsa ta vegetacija tako nekoč odstrani, tako da imamo čisti goli relief, na katerem pa seveda vidimo potem vse te izstopajoče, vse kar izstopa iz reliefa. Ne? Zdaj tu imate razne načine vizualizacije. To je recimo čak tu. Ne? Tu, kjer smo bili, kjer smo odrili leta 2003, tu mislim, da vsi vidite, da je, ne vem, bi bi tjele kazal, kaj je laže. Mogoče tako, ne? Ja. Vidite, da gre za neke umetne zadeve, ki štrlijo, ne? To so stavbe, trgi in podobno. In to se vidi kljub temu, da je vegetacija še čez. To je zdaj očiščeno, to je zdaj umetno, brez vegetacije, ne? Mislim, softversko. Ja, računalniško očiščeno. Sveda je pa vse to, če pogledate na Google Earth, tole je vse zeleno. Ja, to je vse prekrito. No, tole tu sta recimo dva večja kompleksa. Zdaj, kar je zanimivo pri tem, je ravno to, ne, da mi lahko vegetacijo odstranimo in da lahko vidimo celo stvari, ki jih na terenu ne. Zdaj, to je en tak primer. No, vidite, ta dva kompleksa sta povezana z eno cesto, avenijo. Mi smo to videli, mi smo videli robove, ne, te ceste že leta 2013, ko smo tam kartirali to najdišče. To je eno igrišče za igro žogo, mimogrede, no in tu je stavodila tam 10 metrov široka cesta, ki je vodila proti jugovzhodu. Jaz sem jo skušal slediti, ampak sem jo zgubil. Zdaj jo vidimo čisto jasno, ne. Ampak tu so višinske razlike 10-15 cm, tam pa med vsem grmovjem in listnem tega nemogoče, to je nemogoče opaziti. Tako da smo lani naročili mi ta laserski prelet, ne? In bom pokazal še eno sliko, ki je pa malo drugačna vizualizacija, ne? To je pa zdaj... To bi lahko bila pa tudi luna. Kako? Lahko bi bilo tudi lunino površje, da zelo hitro pogleda na hecem zemljo. Lahko bi bilo, ne? Ampak če bi pa to videli na luni, posel pa tam... Bi pa rekli, ja. Posel pa tam kakšni prebivalci. Ja, ampak še nekaj dobro pogledaš. No, to je zdaj to, kar sem spole kazal, to je en vodni, kar sem malo prikazal, to je en vodni rezervoar, ne? Tega smo tudi že leta 2006 zvila, seveda pa okolice pa nismo pregledali. Zdaj, ko vzemamo pa do 200 kvadratnih kilometrov, vse, in ko vidite, tu je kup teh hišk, ne, vse je izredno gosto bilo nekoč poseljeno. In zdaj seveda točno vemo,
kam je treba iti, da vidimo tudi te manjše ostanke, da jih preverimo na terenu. Zdaj, to je seveda najbolj učinkovita tehnika daljinskega zaznavanja. Letos smo preverjali recimo polovico tega lasersko posnetega območja, naslednje leto pa še ostalo polovico. Zdaj, zaradi tega seveda ni nič manj dela ali roman, pojem bi rečejo, zdaj pa konec romantike se že vse vidiš. Ja ne, še vedno marče, če se ne vidi. Vidimo, kje so stavbe, ne vidimo pa, če so stoječi zidovi, če je fasada okrašena, če so kakšni spomeniki tega pomeni. Še vedno je treba iti na teren. Brez terenske verifikacije ni nič. Ne? Je pa seveda naše delo zdaj malo bolj usmerjeno. In teh manjših naselbinskih kompleksov seveda se pa z daljsko fotografijo ne vidi. In tam ne slepo tavati in jih iskati pa nesmiselno. Skratka, optimiziranje dela na nek način, ne? Optimiziranje in večji so, boljši so rezultati. V krajšem času. Seveda, v času Majev tu ni bilo nobene džungle, ne? In to so bilo verjetno zelo gosto poseljena, če premenjamo z današnjim tem predelom, ki je neposeljen, zanimivo, ne? Da na tem prostoru je pravzaprav bilo enkrat eno izjemno življenje, brbotalo je od življenja, ne? Zdaj pa tam, kako to doživljate, ne? Meni bi recimo bilo to izjemno, da priješ na nek prostor, kjer so, ne vem, nekod se otroci igrali, vmes pa ni bilo, koliko? 13 stoletij, nič, ne? Točno to. To je posebnost tega območja, ravno to, da je bilo po propadu te klasične kulture Majev, ker je v tem koncu propadla nekje v 9. 10. stoletju, so bila tako vsa naselja, celotni srednji in južni del polotoka Jugatan, je bilo vse zapuščeno. Ne? In od takrat ni bilo nič, ali pa je bilo ene par zelo maloštevilnih skupin, majhne skupine. In po osvojitvi, torej po 16. stoletju, pa tako rekoč nič. Ne? In zdaj zanimivo to, arheologi ponavadi delamo tam, kjer se je kar naprej nekaj dogajalo. Ne? Klevante, mislim, skozi je nekaj, se pravi, arheološki ostanki so poškodovani, uničeni, zaradi življenja, ki se je kasneje tam odvijalo. Ne? V tem primeru imamo pa mi nekakšno fosilizirano kulturno pokrajino, tako kot so jo videli zadnji, ki so tam živeli. Ne čisto tako, ker je seveda narava pravna svoja, ampak dejansko edino uničevalno delo, ki je poškodovalo strukture, zaradi česa so zdaj pač ruševine, je naredila narava. Ampak še vedno so tam kakšna stela, poševna ali pa leži, oltarji so posejani, malo dvignene zaradi kakšne korenine. To so kamni z hieroglifi oziroma s podatki? Stele so te ploščati, pokončno stoječi kamni, kjer vidiš, da edino razdiralno delo naredila narava. To je res poseben občutek, ker mi hodimo čez njihova dvorišča, stopimo skoraj njihove sobe, ki so obokane in še mnoge še kar stojijo, ali so pa malo propadne. Ja, misliš, pa tu so igrali otroci, ali pa zdaj pa vse, zdaj pa samo opice skačejo po drevju. Pa žive duše ni razne. Pa vesel si, da ni kakšne kače, ne? Ja, no, se sortejo. Naprej ste omenili igrišča, ne, z žogo. Včasih se kdo heca, ja, Maji so poznali že fuzbal, ne, bom na naš rekla fuzbal. Pa ni čisto tako, ne, res so imeli igre z žogo, ampak igrali so kolkomet, sem slišala, da se reče, z boki. Lahko bi rekli... In nekaj kilogramov težko žogo, mislim, to je bolelo. Se so imeli ščitnike. Aha. To vidimo iz upodobitev, da so imeli posebne ščitnike. To je bila posebna, to je bila pravzaprav načeloma obredna igra, ne, za religiozne namene, magični obred. Verjetno so posebno različico imeli tudi za bolj posveten šport, ker o tem pišejo nekateri španski kronisti, ampak vse, kar pa vidimo v upodobitvah, reliefih, je šlo pa za blazno resno zadevo, ker tudi poražence so ponavadi bolj žrtvovali, so obglavljali, tako da je to bilo. In na meni je pa seveda... Je šlo na življenje in smrt, ne? Dejansko je šlo na življenje in smrt, ja. Šlo je seveda tudi za politično zlorabo religije, tako kot se to vedno dogaja, ne, zato ker vedno imamo veliko omemb v hieroglifskih napisih, da se je zmagoviti vladar, tisti, ki je premagal soseda,
druge države in ga je ujel, se je bolj z njim tudi pomeril v igri z žogo. In se čude, vedno je tisti zmagal, ki je že tako v bitki tudi zmagal. Ko na kakšne fair playa očitno ni bilo, pa FIFA tudi ne. No? Ali pa je bila korupcija že malo takrat. Ja, no, mene je zelo presenetno zdaj, ko sem na neki način raziskovala, ko berem in vsakeč za te pogovore se seveda pripravljam, da eden od razlogov, zakaj naj bi majevska civilizacija propadla, je prav zaradi vse bolj naraščajočih socialnih razlik. In se mi zdelo tako ponavljanje zgodovine na nek način. Tako vemo že, da se zgodovina ponavlja. In zanimiv je biti uvod v intervju z vami v Tadeja Goloba, ki je začne tako, ne. Z nami je strokovnjak za civilizacijo, ki je uspel posekati grozdove, se spreti z vsemi sosedi in v tem smislu ne povzročiti samo propad, v tem smislu, ampak ne gre za 21. stoletje in ni naša civilizacija. Ne. Se pravi, vedno se vlečejo neke smernice s tem časom, ampak zanimivo, no, še mogoče pri teh igrah je to, da ta igrišča so bila samo v urbanih središčih. To se pravi, si moral nekaj pomeniti, da si imel to igrišče, ne? Naverjetno na neki vaški ali kako? Ja, no, to je zdaj ena zanimivost, ki jo je prinesla naša raziskava ravno letos. Mi smo vedno mislili in dejansko vedno je to, torej drugod, ne, na tem območju, ki ga že poznamo v Majevskem. Velja, da so igrišča že eden od kazalcev visokega statusa mesta v neki teritorijalni hierarhiji. Ali pa, preprosto rečeno, ni imela vsaka vas stadion. Ja, zdaj smo pa gledali tu, no, v teh mestih, tu so pa majhni naselbinske skupine stav, manjše skupine stav, in na enem koncu tega območja smo videli, mi smo našli 10 igrišč v takih zaselkih, tako da to očitno je zdaj nekaj pomeni, ne? Kot da je šlo malo bolj za porazdeljeno bogatstvo v nekem obdobju, o čemer nam govorijo tudi obokane stavbe, ogromno novo obokanih stav, tako da je vsak, očitno je mnogo preprostih ljudi tudi živelo v obokanih stavbah, ker prvič je težko predstavljati, da bi bilo toliko elite, elite je vedno manj, ne? Drugič pa pomeni to, da so imeli ali know-how, da so to znali vsi te, pa to so veliki bloki, ne? Ali pa da so imeli dostop, da so nekako lahko plačali specialisti, ki so to delali. Ne? Res pa, da se potem pa stvar spremeni, ne? Ravno zaradi te goste poseditve in čisto na koncu klasične dobe pa vidimo, mi nimamo teh podatkov, ker ne izkopavamo, ampak drugod, kolegi, ki pa upravljajo izkopavanja, najdejo grobove, delajo analize skeletov, pa vidijo, da je bila prehranjenost v čisto zadnjih desetletjih ali pa 200 leti klasične dobe, se pravi tam 8. 9. stoletje, se pa dejansko vidijo večje razlike med prehranjenostjo elite in vseh ostalih. In potem sklepajo, da bi lahko, potem sklepate, ne, da bi lahko bil razlog za to na tudi to. Ne, da... Ja, to je seveda bila kombinacija. Vemo, da je bilo prenaseljeno, ne, ta gostota poselitve je povsod vidna in je dejansko bila večja, kot je danes na polotoku Yucatanu, če seveda izvzamemo velika mesta, Merida, Campeche, če to manj. Zdaj, ena stvar je bila prenaseljenost. Ko je prenaseljenost, pomeni, da je treba vse te ljudi prehraniti. Ne? Zdaj mi tudi opažamo ogromno teras poljedelskih na tem območju. In jaz sem celo spraševal naše delavce, torej ljudje, ki pomagajo tem možakarjem, kakšna se jim zdi zemlja. Oni seveda poznajo, glede na to, kakšno dreve raste, pa vidijo, kakšno je prst. In sem vprašal, da bi oni tam bi sadili, da bi kaj posjali, pa za večino teh teras so rekli, da ne bi, da ni prav dobra zemlja. Ne? Kar pomeni, da so skušali izkoristiti vsak kos zemlje, preprečiti erosijo, izboljšati rodovitnost. In to je nekaj časa funkcionirano. In potem se je očitno stvar sesula, najbrž tudi zato, ker so postale suše vse bolj intenzivne, to vemo, so opet zaradi drugih mnogih analiz, talnih, torej prsti, vegetacije, polena. In konec konca pa seveda, kdo je bil pa najbolj odgovoren? Ja, politika spet, ne, očitno niso
znali najti pametne rešitve za to krizo. In potem so začeli napadati, da ne smemo zdaj biti idealisti, vojne so vedno bile, ne, tudi med Maji, nikako niso bili oni neki ljudstvo, kot se je dolgo mislilo. Vojne so bile vedno, ampak več je vojn, vojaških spopadov v tem poznem obdobju. In to je bila očitno neka destruktivna, neustrezna reakcija kraljev, skratka vladajočih elit na to krizo. Zdaj so rekli, ja, če nimamo doma, bomo vzeli pa sosedo. Ja, še, ampak ta sosed je mogoče bil država, ki je sicer potem propadla ali pa je bila osvojena, ampak če je imela pomembno mesto v trgovski mreži, se bolj to sesula, celotna trgovska mreža. Za Maja je bila pa trgovina izredno pomembna. Ne, oni recimo niso imeli trdega kamna, obsidian je prihajal iz višavi na jugu, žad, ki je bil najbolj dragocenejši kamen, je samo v Gvatemalskem višavju in marsikaj še. Tako da trgovina, ko se je sesula trgovina, se je sesula vse. Mislim, v tem smislu je bilo seveda tudi podobno naši današnji situaciji, s to razliko, da danes je svet v celoti globaliziran. Ne? Oni Maji so lepo več globalizirani na tem svojem območju, na teh svojih 400.000 kvadratnih kilometrih. Dejansko so bili odvisni ena skupina od druge. Zdaj, ko ste rekli, ne, da je svet dejansko globaliziran, se to čuti? Se čuti ta globalizacija, ko stopate globoko v džunglo? V enem od intervjuju ste povedali, ne, 16 km, 3 tedne prebijanja. Tja. Se mi zdi, da ne, 16 km ni nič, če tako pomisliš, ne? Ampak verjetno je kilometr v džungli en drug kilometr, kot sicer. Kilometr je drug je malo daljši. Je malo daljši. A kakšen je pa ta občutek? A tam vendar izgine ta zunanji svet globalizacije, prepredenosti, s tem, da v vsakem trenutku lahko izvemo vse? Tam ste vendarle malce bolj prepuščeni tudi naravi, ne? Pa milosti, kakšne kače, ki ne gre tja, kamor ne želite, da gre in tako naprej. Ja. Na ključem in sreči, ne? Seveda mi smo tam pač odrezani od civilizacije, kar ne pomeni, da nismo globalizirani. S sabo nosimo tablice, GPS-e, motorne žage, benzin seveda tam, kam zunaj. Mačete so železne, jasno. Seveda smo globalizirani, smo pa tiste trenutke, ko smo tam, pa seveda odrezani od blaginje, civilizacije. In še vedno se moramo seveda boriti z vegetacijo, ki pa... Greste tudi po to, ko greste raziskovati, če pomislite, greste tudi po to divjost, po to primarnost? No, po svoje je zanimiv občutek, ja. Po svoje je kar prijetno biti nekje malo oddaljeno od tega, da nimaš vsak dan elektronsko pošto, čeprav pa bolj, kad priješ ven, imaš na to, Ampak? Ja, ampak ja, tudi to seveda ima svoj čar. Džungla ima svoj čar, jaz mislim, da je džungla adiktivna. Skoraj toksična. Ja, ne, mislim, toksična je tudi ima toksične vsebine, tudi pokažem. Ja, zdaj mogoče, če nas popeljete na to pot, vem, da imate fotografije, nekaj posnetkov. Je pa, jaz mislim, da džungla malo zasvoji, vsaj mene je. Jaz sem velikrat rekel, da imam že dost, ker seveda tam, ko si že mesec pa pol, se naveličaš, izmučen si in rečeš, zakaj, kdo me sili to? Arheologija je lahko tukaj bolj komod, ne? Ampak pol pa gledaš slike pa rečeš, ja, pa seveda grem še nazaj. Ja, no, tale ni toksična, to je ena boa, ki je za človeka nenevarna. Ja, tale je pa malo bolj huda, to je pa klopotača. En od tistih 4 najbolj strupenih? No, tole je krokodil, ja, to po teh jezercih tudi kakšni krokodili plavajo. Ampak so tudi nekako neškodljivi za človeka. Mislim, mi se seveda ne kopamo v tem. Zajemamo previdno vodo iz tistih. Pa so napadani ali se umikajo? Niti ne. Oni imajo zgleda toliko svoje hrane, da se njih s človekom ne ukvarjajo, ker pač na človeka, oni niso navajeni. Niso navajeni, ne vajo, da je mogoče dober plen. Človek je pač ne malo večji, tako da če ni treba, se pač ne bojo zdaj s človekom ukvarjati.
kako se pripravite na tej poti? Izkušnje so verjetno najboljša, največja varnost, ne? Ja, proti temu že, to je pa suličarka ali navodjaka, pravijo tam, Zerdelon so več, ta je najbolj strupena. Oziroma, ta je tudi najbolj nevarna zato, ker nič ne opozarja. Za klopotača pravijo sami ljudi, domačini, da je nobel, ne? Zato, ker malo opozori nas. Ta pa ne. Sicer nobena ni sama po sebi napadalna, pravzaprav je treba reči, da so to zelo plemenite živali. Se umaknejo, če imajo možnost? Umaknejo se ne. A se ne? Takoj, če vidimo, da se kakšna kača umakne, pomeni, da ni strupena. Te se ne umaknejo, ampak lahko gre človek mimo, pa ne bo nič. Problem je, če jo pohodiš, ne? Tako da to treba paziti. No, pač te seno ne samo. Ja, ampak ne deluje. Te niso toksični, no bolj grozno zgledano. Ampak vsi niso zanimate za vse kače pike primernih serumov, ne? Ne delujejo za vse, ne? En serum je za klopotačo, za suličarko in za mokasinko. To smo tudi videli pa prvič pri tem leti mokasin. To je en sam serum. Za koralnico je pa en drug serum, ki je pa zelo težko ga dobiti, pa zelo drag je. Tega pa ponavadi nimamo, zato ker je pa tudi koralnica zelo lepa kača. Obročena rdeče, rumeno, črno, rdeče, rumeno, črno. In ima pa glavico dokaj majhno, tako da glih čez obutov ne pridejo. Tisto pač vse v taboru, v kakšnih japankah hodimo, treba še paziti. Jih je pa kar, ja, tako da vidiš je lažje. Ste že morali kdaj uporabiti serum, nekoga vmesnega? Ne, do zdaj ne, ampak tisti problem tudi to, da če je to alergičen na te sestavine v serumu, je pa potem pa dobi od tega anafilaktični šok lahko. Ampak dobro, takrat nimaš kaj razmišljati. Najbolj prijazne so opice. Sam dve vrsti teh opic so tam obešalke, pa te vriskači, so zelo simpatični, te so obešalke, te ne marajo gostov. Kako pa se odzovejo? Začnejo veje lomiti pa dol, pa metati na ljudi, pa to so kar tako okoli, ne? Znajo reči, ne? Poleg tega pa izločajo vse, kar se da. Ja, to se bolj na tam postavi, kar ni pa jasno, če gledamo kakšno skico ali pa vedenski posnetek, pa dobiš sporedne skice. Ja, tudi to se je že zgodilo. Pa take čudne, majhne živali so. Jo, ampak je krasno. Dokler je tukaj, ne, seveda. Čeprav zgleda kot božično drevešče. Koliko je to veliko? Ampak tele vejce so zelo, te pa so toksične, nekaj smo govorili. Ja, hudo alergijo povzročajo na to. Lepo zgleda. Verjetno vse, kar lepo zgleda, je čim dlje, ne? Si predstavljamo. Ja, te izrazite barve so svarilne barve. To je pa na vrsta te kresnice njihove. Bote bolj videli, no? A to je na roki? Ja, to se lahko vidno. To in še vse sorte. Vsakič kaj novega vidim. Od tega živalskega sveta. Prej ste pokazali še fotografijo tabora. Mi si predstavljamo, da lepo prideš do določenega prostora, potem si pa postaviš šotor in raztegneš vse 4 od sebe. Ni čisto tako, ne? Ne spite v šotorih, verjetno. Zadnji vidim mreže, ne? To je zdaj naša kuharca, zadnja leta imamo kar kuharca zraven, ker je to... To je že skoraj luksus, a? Čeprav je nujno. To, ja, seveda je luksus, ja, po svoje luksus, ampak se moram reči, da vedno več, tako kot ste rekli, vedno več se učimo na lastnih izkušnjah in vedno boljšo infrastrukturo imamo, ne. Ja, prej smo seveda to sami neki, ali pa je kdo od delavcev kuhal, pa je bolj tam zvečer tortilje, meso, pa neki. Ampak to je bilo, cel dan delaš, pa on še nekdo kuhal, tako da na tista večer je bilo nujno zlo, kot pa užite. No, pa smo pa kuhali, da smo imeli že večkrat. Ona je pa cel dan v taboru, zjutraj prvo ostane, naredi vse,
čez dan je v bistvu prosta, ker mi tak cel dan delamo, pa pripravi lepo. Za malico nam da, za večerjo, ko pridemo, je že vse pripravljeno. In to je seveda... Boljš kot doma? Spimo, ja, spimo pa v glavnem ne v šotorih, od zadaj imate eno visečo mrežo. Mislim, da imam še en posnetek. No, to recimo, šotore imamo mi sicer za, zlasti ekipa, strokovna ekipa, pa pol za kakšno opremo spraviti, če javno dežuje, če treba še pol vse z nekimi plahtami privleči. Vse zgore vidite, polvidin, nekaj cerade še damo čez, da se zaščitimo pri dežju. Ampak šotor je pa prvič ni komod, zato ker je treba imeti neke podlage, kakorkoli očistimo tisto tla, vedno so neke veje, pa neke več tri. Poleg tega pa vroče. Mreže so pa najbolj udobne, damo še mrežo proti komarjem in to je bolj. No, pa tudi nevarni bi bili šotori, ne? V šotor marsikaj lahko prileze. Ja, se nekako zapreč, zdaj te kače, glih, da bi pregrizli šotor, to še nisem slišal, še mi, ne. Ti se itak zapreč v šotor. To se nam ni zgodilo. Res pa, da kakšna golazen, medtem ko odpiraš, pa prej pride noter. Ki lahko marsikaj prenaša tudi, ne? Ta golazen, kakšna... Ja, to sem tudi omenil. Ena stenica in letos smo imeli prav smolno. Ena taka dolga stenica je, ne? Ki šaga samo bolezen prenaša. Če je seveda okužen. Niso vse k sreči okužene, zdaj od nas še nobeden ni dobil, ampak letos vemo, da nas je vsi smo bili pičeni, ne? Spije pa skoraj pol kubičnega centimetra krvi, ne? Ampak to je tako kirurško delo. Ne čutiš, niti ko te piči, niti bolj, nič ne boli, nič ne srbi, samo če si pozoren in če je okužena, imaš bolj obroč, podobno kot pri boreliozi, ne? In je pa inkubacijska doba 10 let, da se pokaže šagasova bolezen, potem, da se ti potem te gladkomišičeve nekako napihne, zlasti srce se razširi in potem je manj učinkovito. En moj kolega, arheolog, prijatelj, je dobil to, ampak sploh ni delal z nami, samo na obiske prišel. In je, mislim, vse se nekako kontrolira, zdravljenje, ampak je pohodovano. No, še ena zelo značilna, se mi zdi, ali pa pomembna stvar za to prodiranje, ne, do najdišč oziroma do teh mest, kjer pravzaprav dobite tisto, kar ste želeli, je, da to, prej sva rekla, to je območje biosfere, kar pomeni, da vi ne morate kar tako sekati, ne. Kaj zdaj to pomeni, če ni nekih kolovozov nekdanjih, ne, lahko pravzaprav izsekujete samo po teh kolovozih. Kaj, če tega ni in da je, ne vem, neko najdišče res na nekem popolnoma neoskrunjenem še območju, kaj takrat? Ja, obe vrste situacije smo že imeli. Zdaj mislim, da vidimo že prej na letalskih fotografijah, se te stari opuščeni kolovozi se vidijo, ne? In tam moramo seveda lahko smemo očistiti samo te nekdanje kolovoze, samo to sekundarno vegetacijo. In potem seveda splaniramo, vidimo na teh fotografijah, kje so, in skušamo pač odpirati tiste kolovoze, ki nas bodo pripeljali najbližje nekemu najdišču, ki ga bomo videli. Na koncu je treba vedno iti peš, ne? Še nekaj kilometrov. No, in tako zdaj, kako to zgleda? Kako to zgleda? Ja, zgleda nekako takole, ne? Brez načeta ne gre. In seveda iščemo samo te kolovoze, ki so bili nekoč uporabljeni, samo sekundarna vegetacija. In zdaj ta sekundarna vegetacija je običajno zelo gosta, ker ni še visoki dreves, veliko dreves je padlo, tam vsa drevesa umrejo naravne smrti, zdaj, ker je tudi ostaje, da bi nabili nasekane, ampak veliko pade, tudi temo to še les, torej to tudi s motornimi žagami seka. Kjer pa tega ni, je pa treba iti peš. Potem, ko se to izčrpa, do neko nas ti kolovozi pripelja, potem je treba pa peš. In zdaj ravno letos smo imeli situacijo, ker je ta večji del tega območja, ki je bilo posneto z lidarjem, ni pa nobenega kolovoza bilo videti. Ne na lidarju, ne na letalskih fotografijah.
In tu smo pa potem rekli, ja, no to je zopet tisto, ko moramo res planirati naprej. Ne. Edini možni način je s temi terenskimi 4-kolesniki. Ne. In tako da smo imeli srečo, da nam je uprava biosfere posodila 2 4-kolesnika, tako da smo mi potem izsekali veliko ožjo pot, lahko smo se izogibali večjemu delu, da smo potem predstavili v drugi polovici sezone tabor 14 km severno od Čaktuna, kamor smo imeli prvi tabor letos, ne? In smo potem lahko tam, od tam peš pregledovali. Ne? To je bilo pa bolj na tak način. Ne? Zdaj, ti 4-kolesniki so pa ne v glavnem za šport, ne? Bolj za hec. Tam je pa to zelo resna zadeva, to imajo tudi mnogi kmetje, zato ker to pa pride povsod, ne? Imajo tudi spredaj te prtljažnike, kamor se da marsikaj naložiti in to smo mi kar cel tabor s tem, ne? Ogromno se da s tem pripeljati, tako da to je bila zdaj novost, ne? Ampak tako izgleda gost zelo nenevaren, ne? Na prvi pogled imaš občutek, da ni tako kot dom, ampak vendarle, verjetno morate biti korak za korakom previdni, ne? In pozorni. Ja, vse večina tega raste je popolnoma nenevarna. Ne govorimo o rastju, ampak tisto, kar je gor, ne? Na rastju, kakšne živali. Celo samo raste. Ena vrsta drevesa je čečen, ki ima smola povzroča opekline. Tako da, če to se loti z sekanja ali pa z motorno žago, to dobiš opekline. Ja. Sicer pa večina raste ni toksičnega. Preden dava priložnost seveda tudi vam še za vprašanje. 10-krat ste prej rekli, ne ste našteli, da ste se že vrnili, ekspedicija vsaka traja vsaj tam nekje 2 meseca, ne, da je rentabilna, da pravzaprav, da se splača, da pridete do česa. Kater trenutek oziroma kaj je bilo pa mogoče v teh 10 letih pa, da vas je res pretreslo, je bila kakšna taka situacija v pozitivnem ali negativnem smislu? Kaj je bilo recimo neko največje presenečenje? Verjetno se zgodi včasih, da greste iskati nekaj, pa najdete še nekaj boljšega, ne? Ker naključje je veliko verjetno pri tem iskanju arheološkem. Ja, kaj zdaj? Težko to me zelo vprašajo, recimo, katere najljubše najdišče, kaj je bilo največje presenečenje. Jaz nimam sploh neke hierarhije. Jasno, da zdaj vsaka vas, vsaka groblja ni posebno zanimiva, ampak več najdišče je taki, ki so dala posebno zadovoljstvo, ne? Ali so zelo velike stavbe, mogočne, ali je sorazmerno dobro ohranjena arhitektura, ali pa so recimo hieroglifski napisi ohranjeni, kar je tudi seveda privlačno, ker napisi nam dajo takojšnje podatke o nečem. Ne? Lahko je pa seveda tudi same okoliščine iskanja. Bolj je težko večje zadovoljstvo pa. Recimo, eno od teh najdišč, ki jih je že v 30 letih Karl Rupert, ne, edini arheolog, ki je pred nami tja prodiral, poročal o teh najdiščih, ampak to je bilo samo enih 7-8 takih najdišč. Eno od teh smo iskali 2 sezone, ne. Ker seveda te njegove koordinate, mislim, briljantna knjiga, ki jo je objavil, dal je celo geografske koordinate, nekatere so zelo natančne, druge pa seveda ne tako natančne, ker ni imel GPS-a, ne imel. Oni so določene geografske koordinate še s teodolitom, s astronomskimi opazovanji, ne. In tako presenetljivo. V enem primeru so se zmotili za 400 metrov, ja, v drugih je pa kilometer, 2, 3 razlike, kar je pa seveda v džungli ogromno. In zdaj eno tako najdišče smo mi iskali 2 sezone, eno sezono cel mesec in je bilo neuspešno in naslednjo sezono smo potem, smel pa več podatkov, smo bil pa že dnevnik, kopijo terenskih zapiskov, ki jih je Karl Rupert zapustil in se v Peabody muzeju hranja. In potem sem lahko rekonstruiral njegovo pot in smo dejansko do tega najdišče. To je bilo tako detektivsko delo, mislim, zdaj težko govorimo o detaljih, ampak najdišče samo po sebi ni bilo nič posebno zanimivo in pozantno. In 4-kotnik stavb, na eni so bile neke štukature ohranjene, sicer
zelo uborne, se to je tudi opisano v knjigi. Ampak ko smo mi to našli, je bilo to je bilo feška, to je bilo slavje, celo delavci, ne, so se nekako nalezli tega našega. To je ta globoko odnak, ali ne? To ni ta... Ne, to je bilo Paredes de los Reyes, Stena kraljev. Tudi je v knjigi opisano, to je leta 2005. Ne, tam čez to globoki odnak smo našli pa po letalski fotografiji. In globoki vodnjak se imenuje zaradi rezervoarjev, ne, vodnih, ki se jih... To so, ja, torej, problem na tem kraškem svetu polotoka Jukatana je ta, da seveda ni površinskih tokov vodnih, ne. So samo hudourniki, ampak to v deževni dobi, v sušni dobi ni pa nič, ne, pa to je vse suho, voda ostane samo v nekaterih aguadas, se reče temu, taka jezerca majhna, pa še ta se mnogo izsušila, zato so maji veliko kratih zmanjšali propustnost, tako da so kamne ploščate na dno dejali, ali pa celo kremen, ki je tudi povečal neprepustnost. In poleg tega pa so seveda zbirali deževnice tudi tam, kjer v neke umetne rezervoarje, enega sem pokazal, to so bili ogromni, za te domače hišne potrebe, vsaka hiša je imela pa take v tla, v skalnato podlago izkopane jaške, ki se spodaj razširijo, sem vam tudi pokazal. Temu se reče čultun. To je recimo od zgore pogled v enega od teh čultunov. Kako globoko je to? Ja, ta je okrog 13 metrov. In še enega drugega, še dva druga, so bila pa 12-11, kar je govorno nenavadno. Ti čultuni, teh je milijon, mislim, povsod po zmajovskih najdiščih, ker so vsaka bajta imela pač nekaj za svoje potrebe. Ampak so ponavadi, imajo tak ozek zgore jašek, potem pa spodaj razširjen, so tudi umetani v te skalnati podlagi, da niso prepuščali vode, ampak so globoki tja največ do 5-6 metrov. Mi smo pa bolj tu videli, smo pač smerali, pa 13 metrov smo rekli, pa naj se pa imenuje to najdišče Damčen, kar pomeni globoki vodnjak. No, tako pa... Vi ste tisti... Eni so tudi obloženi tako, s temi, pa celo pokrove imajo nekateri, in spodaj so nekateri celo povezani. Vi ste tisti, ki date ime po tem najdišču, ne? Ja, to pa. Mislim, smo našli. Mislim, kaj pa, če slučajno najdete, recimo, ime, se to dogaja, da najdete ime? Nam se ni zgodilo, zelo redka so ta najdišča, da vemo, da poznamo izvirno ime. Nekaj jih je, ampak jih je tudi na celotnem majovskem območju malo, razen na severu. Sever polotok Jukatana, ja, zato ker tam ni bilo nobenega propada, tam so živeli maji vse do prihoda Špancev in so seveda tudi ta stara imena, toponimi so se ohranili. Zato naše območje pa to ne velja, zato ker pač to bilo izgubljeno, zapuščeno in samo nekatera mesta imajo zapisana imena teh. Običajno pa ta imena niso zapisana, bolj se imena dinastij, tako da moramo seveda nekaj si pač mislite na ime, da se bolj lahko nanašamo na to najdišče in tradicija je ta, da imena bi imela kakšno značilnost najdišča, recimo globoki vodnjak, ali pa celo na okoliščine pri odkritju. Tako smo eno veliko najdišče iz leta 2004. To je bilo prvo veliko najdišče, ki smo ga našli v tisti sezoni, pa smo rekli, pa naj se imenuje prvo veliko mesto, Jašnohka. To je v majščini, ne? To je, ja, lahko tudi v španščini imenujemo, tako kot recimo Paredes de los Reyes ali pa Altar de los Reyes, ampak nekako bolj elegantno zveni, če je majovsko. Čeprav nima nobene zveze s tistim, kar je bilo res nekoč ime, ampak taka je tradicija. Kaj pa Čarovnikova piramida, ta ima zanimivo zgodbo? Mislite na ono v Čamperiku, to, kar je ki ste ji vi dali ime. Ja, no, Čamperiku je recimo ime, ki je že obstajalo, zato ker je blizu tistega poseljenega območja, je tam ena aguada, ki so jo domačini poznali pod imenom Čamperiku, kar mi nismo tega spreminjali, smo tudi to ime pustili za tam bližnje najdišče.
Migledeča. Periko je zanimivo ime, ker je pa mešanica majovskega in španskega jezika. Periko je papagaj, čan je pa v majovskem jeziku majhen. Mali papagaj. Čan periko, ja. Ampak je tako, ne, špansko-majovsko. Čarovniku piramidov smo pa to ime smo dali pa eni stavbi, največji piramidi na tem najdišču, zato ker tja so nas popeljali ljudje, en gospod iz bližnje vasi, ki je poznal to najdišče in je rekel, ko smo se bližali, je rekel, tlele straši. Rekel, zakaj pa straši? Je rekel, očitno je en zelo mogočen šaman ali vrač. Pravijo, da mora biti hudo močan vrač, to pokopan čarovnik. Ne? Zato, ker večkrat so probali izropati to piramido. Ampak so samo malo izpraskali in se je začelo podirati in je kamenje letelo. In potem je bil njegov sin tudi zraven in rekel, ja, jaz naenkrat šel. In ravno grem tu mimo te piramide in kar naenkrat za mano zaslišajo bobnenje, kada prihajajo, da se valijo iz plehnati sodi, on je bencinski. In jaz začnem teč, in potem se enkrat obrnem, kar je ponehalo kar naenkrat in nič videl, ne? Ampak take čudne stvari se dogajajo marsikje na teh ruševinah. In ne vemo, kaj je zdaj, koliko si ljudje smislijo, koliko je res, to ne vemo. Je bilo pa zanimivo pri tem res, da je ta piramida imela en manjši roparski skok. Ampak je bil zelo plitev, tako da so nekaj probali, pa so odnehali. Ne? Poleg tega smo našli 2 steni, 3 stene, ne? Ampak 2 sta bili fragmentirani, samo 2 kosa sta tam ležala. Eno celo steno so odpeljali na kolovoz, 300 metrov, ampak je tam pustili, kakor da jih je nekaj zmotil. Pa da so bežali, ne? Kakor da so, ja, ne? Čeprav pa smo gotovili 2 fragmenta so odpeljali, zato ker sta v muzeju Kamprečejo, noben točno ne ve, kako sta tja prišla, nekdo jih je nekako prodal, kaj, in sta verjetno z tega najdišča, ker sta stilsko identična. Tako da nekaj so odpeljali, ampak očitno svojega dela niso dokončali in pa smo rekli, zdaj, ali je ta zavetnik mogočni vrač, kaj naredil ali ni, ampak naj bo to čarovnikova piramida. Prej ste rekli, da se dogajajo na teh najdiščih te čudne stvari. Vi kot znanstvenik seveda verjetno ne verjamete v določene, ne, rekli ste, lahko je to plod domišljije, lahko je karkoli, ampak je, da je bila kakšna taka izkušnja, da je tudi vašo znanstveno dušo malo zatreslo, ne, pa nekaj čudnega pa je, pa mogoče pa je kaj na tem? Ne, moram reči, da bolj to, vedno so kakšne glasovi, ali pa na začetku, ko še nisem imel teh izkušnja še bolj, ne, pa ne veš, kaj to je, ne, pa je to malo grozljivo. Mislim, prvič, ko sem slišal te opice vriskače, to je rjovenje, ne, to nimaš noben, sploh ne možeš misliti, da so to opice, toliko velike, ne. To kruto je rjovenje, to izgleda, da ne, velika mačka, kaj bo, ne. Polka se navadiš, ja, so remotost, ne, opice, res. Bolj je to, mnogi ljudje tam verjamejo, ne. Ampak tisti, ki pa res poznajo džunglo, pa ne. No, najboljši primer je naš Sirjako, to je delavec, ki je z nami že, poznamo se od leta 2004, tako da smo res že ne samo en svest delavca, ampak tudi prijatelj, ne. In on je rekel, jaz še nikoli nisem nič takega videl, pa je nekoč pleno ruševine tudi, ne. Je rekel, jaz, če je bil kaj, če se je koga zabat, je to kaj na 2 nogah. Pa že kakšne življenje treba biti previden, ampak da bi pa kaj take nadnaravne pojave, tega pa oni tudi ne doživi. Pa je pol življenja preživel v džungli pa še tam. Rekli ste, ropali grobove zlata niso imeli maji, ne? To je bilo še kasneje pri Aztekih. Kaj potem žad? Pa so jih pokopavali, prav tako vsaj te višje sloje so bili bogati v grobovi, to verjetno, ne? Ja, grobovi so bogati in seveda gre za prodajo antikvitet, stvari, ne same snovi, zlata ni, ne, v grobovih ni, ampak tudi se to vsi vejo. Ropani, sploh pa profesionalci to dobro vejo. Ampak prodajo se starine,
žad ima najvišjo vrednost, sicer pa tudi polikromni krožniki, posode, več barvne, če so dobro ohranjene, kar v grobovih seveda običajno so. Ja, to, če pride na dražbo, v ZDA, to je 20 do 30 tisoč dolarjev. Zdaj jasno, tistemu, ki tam se muči in koplje, dajo bistveno mrtne, ampak kljub vsemu so nekateri kar dobro lahko zaslužili. Seveda pa vsi tudi tega ne znajo dobro delati, eni so zelo amateri. No, to je zelo modra, da vzamete delavca, ki je nekoč prejnil v groboju, ki dobro pozna džunglo, ki pozna finte. Ja, se nisem vedel najprej, da se to še lepo priznal. Ampak res je bil, da je bil edini, ki je to priznal, da več vsi ostali, za katere tudi vem, da smo, ampak vsi so govorili. Jaz bil, tam. Vsi so naredili kadali, ampak on je pa rekel, ampak to že kar po prvih dneh smo se zelo dobro ujeli, je tudi kaj povedal o sebi. Ne, jaz ga nisem za to vzel, ker je bil plemic, ampak zato, ker so mi drugi rekli, da zelo dobro poznam, džungle, se seveda res izkazal za najboljše doslej. No, zdaj pa, natrosila sva veliko izhodišč, marsikaj povedala. Kakšno vprašanje, koga boste... Aha, gospod ima tam? Kako se v džungli zaščitite proti komarjom pa mrčesom, kadar morate prespati? Ko hodimo, ni tak poseben problem. Čez dan jih itak ni toliko, poleg tega, če kar naprej migamo, to ni. Bolj revež je tam naš geodet, ki mora skozi stati z aparatom. Ja, on pa se imamo kakšne repelente, tisto že. Zdaj ti misli, ki se gibamo z repelenti, nima veliko smisla, ker to prehiter gre dol, z znojem. Ja, ponoč imamo pa te mreže, to se potegne čez to visečo mrežo, v kateri se leži in je to dovolj dobro. Zdaj niso tudi niti vsi kraji, niti vse sezone enako polne komarja. Vem, ena sezona je bila grozljiva, tam pred 2004, posod jih je bilo polno, tako da zvečer, bolj prtavonem ognju je bila že muka, ker je bilo večer treba, in pa smo cmarali te termitnjake. Termitnjaki so narejeni napol iz lesa, ki ga termiti zgrizejo, pa zmešajo semno in pa se to blazno kadi, ko smo to na ogenj metali. Pa je bilo tako, da smo bili že vsi sožni od tistega tima, tako da smo pojedali pa šli spat. Ampak da če to, Kaj kurite po noč, recimo? Je po noč treba kuriti, ne vem? Ne, to... Temperature neverjetno zaradi Tisti ogenj nekaj žlike, kuharca še itak bolj ima, še od večere noben tega ne gasi, tako da tisti ogenj polnoči sigurno še nekaj. Ampak da bi moral plašiti živali, ne. Te velike mačke, ki so jaguari, pume, oni se umaknejo. Mislim, tam je še vedno dovolj druge hrane, tu so srne, razni manjši glodavci, tako da bi se na človeka spravili, ne. Edino, kako pravi, jaz sem jaguarja videl samo dvakrat, pumo enkrat, res da je takrat prišel tako na 8 metrov. Niste rekel, da bi prišli v delo? Ja, dva smo bila takrat, samo eno najdišče smo nekaj posebej šla na hrib ga pogledati, samo dva sama. In jaz nekrat vidim, da nekaj tam se giblje, sem rekel, kaj pa je to lepče pogled? Puma, kje imaš kamero, kje imaš kamero? Ja, tam je na hrbtnik, 20 metrov, ki sem ravno skico delal tistega najdišče. Sem rekel, zdaj le bom gledal, prvim jaz grem po kamero, bo to vse po fotoaparat. In je prišla, puma je prišla, tako se je ustavila pred nama, 5-7 metrov, videla sem bila oba roke na mačetah, ampak prijazna žival, 10-15 sekund, ki so se zdele celo večnost, nas je gledala, pa se je vrničila. To je vse. In dejansko tudi za jaguarje pravijo, dvakrat sem ga videl, ampak je tako, on pogleda, je toliko dostojanstveno, gre, se umakne. Pravijo, edin zdaj, če pa najdeš, tako kot z medvedi, če je samica z mladiči, polnja pa zvena lahko malo bolj resna zadeva. Se je kdaj zgodilo, da je moral to upraviti načeto? Ne. Se tudi tapiri so
tapiri so razklinali, jede živali, ampak to je tako majhen slon, ne. Ja, in če ima on pot tam, ki si tabor postavil, kar on to ne spoštuje, gre čist. Da tudi to se nam vse bolj so všečne živali. Še kakšno vprašanje? Mene zanima, kaj pomeni sezona in kdaj je to pri vas. No, seveda, nisem povedal. Sezona pomeni, terensko sezona, rečemo tisti del časa, ki ga prebijemo na terenu. In to mora biti, seveda, v sušni dobi. Sušna doba traja tam nekje od decembra, novembra do maja. In najboljše iti od februarja do maja, nekje v tem času, zato ker januarja so še kar velika območja poplavljena, pa tako zamočverjena, da težko ven pridemo. Ja, to je po 2014 smo imeli kar hud problem, ko nas je dež presenetil. Mi moramo končati pred začne resno deževje. Ampak tokrat, leta 2014, nas je pa kar prehitelo. Takole je bil izhod po. Vse poti so bile čisto poplavljene. 2 dni in 2 noči je ligo. Tako da to, kar smo mi sekali, ti kolovoze, so se sprevrgli v blagtan voda. Zdaj dobro, jaz tam naše terensko vozilo ima ta vitel, vinč, da smo se lahko prevezali tam. Ampak od zadnje smo imeli 3-tonski tovornjak za razno opremo, vodo, hrano, vse delo samo nas, ki pa ni imel tako dobro opremo, in smo malo to vleč. In gre po centimetrih potem, ne? Prosim? Gre centimetr za centimetr. Ja, posod je bilo zamočverjeno, poplavljeno, je bilo tam po centimetrih. To je bilo kar naporno. Napol je meni crkno alternanto, tako da smo obstali s tem velikim noter, vojsko smo poklicali, pa še vojska obtičala s 2 hambarjema. Pa sem pa eno mrcino, eno blazn, en tak stroj najel, da je pa nas zvlekel. Ta podpora pa je, recimo, imate to podporo, recimo, vojska se je takoj odzvala, ni težav, ker Jukatan oziroma Mehika vendarle velja tudi za eno državo, deželo, ki ni čisto sistematično organizirana, vemo, od mafijskih zadev in tako naprej. Ampak to pa očitno funkcionira, se zavedajo te svoje dediščine, pomena tega, kar govorim na tej državni ravni, seveda vedo, ko greste vi, verjetno morate vsakič zadovoljenje, verjetno, ne, tudi. Ja, mi moramo itak vsakič, ampak jaz moram dobiti dovoljenje od tega Mehiškega nacionalnega inštituta za antropologijo zgodovino, moram predstaviti projekt, ampak to ne samo jaz, to tudi sami domačini, za vsako tako raziskavo. Zdaj, na osnovi tega dovoljenja jaz dobim, jaz seveda potem se vedno javim vojski. Policiji je malo brez veze, policija je preveč nezanesljiva, ampak vojska je pa dejansko še najmanj korumpirana, najbolj ordo institucija. In seveda mi imamo tudi papir dovoljenje od zvezdne inštitucije, kar pa tudi nekaj pomeni. Tako da vojska vedno, jaz sem imel vedno zelo dobre izkušnje in takoj so na voljo, če je kakšen primer, se ni vedno problem. Je bilo pa kar nekajkrat pa že. Enkrat so nas vlekli, šlepali celo vozilo 100 km za ta blata. Vztrajnost je kar pomembna čednost pri tem poslu, ne samo pri iskanju, ampak tudi pri takih stvarih. Verjetno je težje iti nazaj, ko greš tja, te drži neko pričakovanje, ko greš pa nazaj z vsemi dokumenti, z vsem gradivom, kar si dokumentiral, kar ste našli, je ta potem, ko me čakate, da prijete domov in se s tem ukvarjate, potem ker ni samo iti tja in iskati, potem treba to še vse obdelati, predstaviti, objaviti članke, to je pravzaprav znanstveno delo tudi, ne? No, po tistih 2 mesecih ali 2 meseci pa pol, vsi zelo radi gremo ven, nazaj, ker imamo dost, Takrat sploh ne razmišljamo o tem kabinetnem delu, ki nas seveda čaka, ampak je to, da smo spet, stvar je naporna, vsi smo radi zajedno. Delamo pa seveda cele dneve, tu ni to petek, svetek, da nimaš kaj počivati. Kdaj greste naslednjič?
In kaj? Ja, namen je naslednjo, zdaj imamo pač še v okviru tega projekta, ne, ki financira ta dela, vključno z Lasarjem, še ena sezona, se pravi naslednje leto marca, če bom se vedel, moramo pregledati še drugo polovico tega lidersko posnetega območja. Verjetno se kdo od vas sprašuje, odkot denar za vse te stvari, ki verjetno niso tako zelo poceni, si mislim. Kar nekaj imate zasebnih, rekla ne investitorjev, ampak zasebnih podpornikov, tudi iz Slovenije, enega posameznika, poleg vseh teh firm, neki sodelujete tudi iz National Geographic Society in tako naprej. Pa sem danes razmišljala, ko sem videla ta imena, ne, se niti niso pomembna, ampak, oziroma za vas so zelo pomembna, kaj ima nekdo en osebni podpornik od tega, da pomaga dr. Ivanu Šprajcu, da najde na nekem najdišču še dodatne stvari? So to entuzijasti, so to neki navdušenci, ki jim to toliko pomeni? Kako? Ne? Ker vendar je to nekaj denarja je, ne? Ni kar tako zbrati, verjetno. Jaz mislim, da je to, ja. Da je to neko osebno zanimanje, želja, da prispevajo k nečemu, kar tudi njih zanima. Namreč, jaz sem seveda pisal na mnoge naslove in na firme, ki so dobro stoječe, pa seveda ni bilo odziva. Vedno je, po izkušnjah, vedno je tisti, ki prispeva, ali pa recimo, da ima neko odgovorno mesto v nekem podjetju, to so ljudje, ki jih dejansko zanima. In teh posameznikov pač k sreči nekaj je in pri nas in drugod in se jih do zdaj lahko našel. Seveda se pa tudi institucije, no, zdaj zadnji projekt financira Slovenska, torej Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poleg še teh privatnih sponzorjev. Doslej so tudi neka ameriška fundacija, je 2 sezoni financirala, National Geographic je 3, Mehika je 1. sezona, neko smo še tam zaposleni, tako da kombiniramo pač. Že znajo izgovoriti vaše ime, Mehičani? Nekateri. Ime še, ne? Ime, ki je težava. Ime še. Še in ne gre, ne? Ja, odvisno kateri. Nekateri se potrudijo, ali pa recimo, ki res me vprašajo, kako. Najbolje znajo to izgovoriti majevsko. Majevsko, oni pa imajo še, ne? Oni imajo še, ja. In če pa še napišem s X-om, kot se oni izgovarjajo X kot Š, ne, recimo na severu polotoka Jukatana, potem pa itak strelijo Šprajc. Zdaj pa čisto za konec, kje in ali so še, danes so še Maji, ne? So potomci Majev, kje so, kako zdaj živijo, je to kakršnakoli povezava, podobnost z Maji izpred 13, 14, 15 stoletij, ne? Temi Maji, ki jih ni več, pa jih vi pravzaprav prinašate nazaj v življenje, njihove zgodbe. Ja, no, najprej moram pa sve reči to, kar mi rečemo Maji, to je kolektivno. Skupina. To je zdaj, mi imenujemo Maji vsa tista ljudstva, ki so ustvarila sorazmerno enotno kulturo, podobno kulturo, in ki so nekoč govorila sorodne jezike, to je ta jugovzhod Mehike, ne, in Guatemala in tako. Ampak samo ime Maja seveda se še uporablja, ampak se med domačini, ampak se nanaša zgolj na jezik. Maja je ime jezika, ki se govori na severu polotoka Jukatana, te države Campeche, Quintana Roo. In so ga slišali že prvi Španci, ne, od domačinov, čež da oni so sami rekli, da oni govorijo jezik Maja ali Maja-tan, govorico Maja. Ne. In zdaj na severu seveda tudi tam v Jukatanu ljudje pravijo, oni govorijo Maja, ne? Ampak to ni etnonim, to ni ime za etnično skupino, temveč za jezik. Ne? Drugod se pa sploh uporabljajo druga imena za te skupine, ki so potomci, torej skupine ljudi, ki govorijo jezike, ki pripadajo majevski jezikovni družini. Teh je še vedno skoraj 30, ne? Teh jezikov. In se govorijo deloma v Mehiki, v vzhodnju v Belizu, v Guatemali, deloma v Hondurasu in Salvadoru. Ti ljudje pa danes, seveda tisti, ki že kaj berejo ali pa so izobraženi, vejo, kolikor da so potomci Majev. Pa to nekaj velja? To kaj velja zdaj v današnjem mestu? Zdaj seveda, za njih to velja, zato ker to zdaj tudi prodajajo za turizem. To sprašujem. Seveda, ja. Ampak
Tradicionalno pa recimo ti kičeji, kak čikeli, cutuhili in podobni, ki živijo v Gvatemali, oni so pač kičeji, cutuhili, oni niso veri, da so maji. Imajo pa seveda to tradicijo, še vedno mnoga verovanja temeljijo na nekdanji. Danes se seveda se povezano s krščanstvom, ampak zlasti v tem na duhovnem področju se marsikaj ohranja, ne, iz nekdanjega sveta. Pa seveda noše tudi, čeprav noše so tudi že pomešane. In fizionomija, seveda. Ljudje, zlasti če gremo v te bolj oddaljene kraje, to so še vedno profili, kakršne vidimo na majaških jeroglifskih spomenikih, na reliefih. Genetika se to ni dosti spremenila, ni bilo toliko mešana. Česa se veselite o Mehiki, ko ste v Sloveniji in kaj komaj čakate, ko ste v Mehiki, kar se tiče Slovenije? To se pravi, zakaj greste radi v Mehiko, poleg raziskovanja tega? Kaj je tam recimo pri ljudeh, kar vam mogoče pogrešate pri Slovencih, bom tako rekla? No? Ja, kakšna hrana je že pogrešam, pa recimo njihov smisel za humor, odprtost, mogoče zlasti seveda pri svojih prijateljih, ki jih jaz poznam, ljudi videti, ne. Kaj pa obratno? Ja, pa tam, ko vozimo po teh njihovih cestah, tako naveličaš onih ležeči pod grbin in ker so za vsakim vogalom, pa kakšen večji red v prometu bi bil fajn, ne. Po drugi strani pa so v Sloveniji smo preveč, ne, se držimo kar prijatelj sklopta raznih znakov. In če en znak manjka, je že tako nesrečen. Tam so pa ljudje pa bolj navajeni improvizirati. Tudi če so znaki ali pa če ni znaka, morajo pa vsi paziti, tako da ni to nesrečne. Ampak dobro, včasih človek malo pogreša tega, malo večje vrejenosti. Ampak pa se pa tle naveliča, že bomo dolg čas ne povečali. Potem je pa ravno prav, da se začne sezona in ni morate iti. Recimo. Najlepše hvala, dr. Ivan Šprajc. Zelo sem vesela pa ponosna, da sem zaključila ta cikl prav z vami in zgodbami. Se verjamem, da nas vse malo vznemirjajo, ampak mi ne so pravzaprav res samo načela zgodbo, ne? Lahko bi govorila še o Veneri, o arheoastronomiji, ki vas zanima. Skratka, tu so knjige dr. Šprajca, ki jih vsakič znova lahko vzamete v roke in hvala, da ste ta večer posvetili. Se mi zdi zelo pomembnemu delu zgodovine človeštva, čeprav je to tam daleč, mislimo, da je tam daleč. Ne? Ja, tudi mojim imenom lepa hvala, me zelo veseli, da letim na zanimanje, če ni za potrpežljivost, ne. No, ampak mi gre za konec, čeprav je daleč, pravzaprav smo bili z Mehiko rojaki, vse tista 3 leta, ko je Maksimilijan celo naše soldat svetjaka. No, takrat je bila Mehika za kratek čas cesarstvo, Habsburško cesarstvo, tako da smo bili celo v isti državi. Zato imamo še vedno parkirno hišo Meksiko, pa celo hotel Meksiko. Hvala.